Nekateri dokumentarci imajo takojšen globok vpliv. V drugih primerih ta vpliv opazimo šele, ko se čez leta ozremo nazaj in vidimo, kako so se stvari vmes spremenile. Številka 10. Dokumentarek Fashion's Dirty Secrets je mnogim ljudem odprl oči glede tega, kako škodljiva je hitra moda za okolje. Toda kljub poplavi člankov po predvajanju, ki so govorili o tem, kako bodo ljudje spremenili svoje nakupovalne navade, zdaj vemo, da se je stanje le še poslabšalo. Dokumentarek Fashion's Dirty Secrets je izdala BBC leta 2018. Spremljal je voditeljico Stacey Dooley, ko je spoznavala škodljive učinke modne proizvodnje. Številni prispevki, tako leta 2018 kot danes, ki opozarjajo na nevarnosti mode, govorijo o plastičnih vlaknih in mikroplastiki. Kot Stacey Dooley poudari v oddaji, je težko ne vedeti za škodljive učinke plastike na okolje in na naša lastna telesa. Toda ta dokumentarec se loti teme na drugačen način. Ker so potrošniki vse bolj previdni glede plastičnih vlaken, so se nekatere blagovne znamke začele predstavljati kot okolju prijazne, tako da izpostavljajo osebnost bombaža v svojih oblačilih. Toda kot prikazuje ta dokumentarec, to morda prav tako ni povsem okolju prijazno. Fashion's Dirty Secrets potujejo v Kazahstan in k temu, kar je ostalo od Aralskega morja. V 60-ih letih so reke, ki so napajale notranje morje, preusmerili za namakanje bombažnih plantaž in od takrat se morje suši. Do leta 2018 je območje, ki ga je nekoč zasedalo Aralsko morje, v veliki meri postalo puščava. Aralsko morje je kraj, kjer je najlažje videti, kako škodljivo je gojenje bombaža in koliko vode zahteva. Po dokumentarcu je bilo v morju nekoč na stotine tisočev rib, kar je spodbudilo industrijo, ki je podpirala lokalno skupnost. Zdaj pa tam, kjer so nekoč plavale ribe, hodijo kamele. Toda Aralsko jezero ni edini kraj, ki ga je poškodovala pridelava bombaža. Za bombaž, potreben za izdelavo samo enega oblačila, je lahko potrebnih na tisoče galon vode. V dokumentarcu Dooley obvešča kupce na britanski nakupovalni ulici, da je bila za eno vrečko oblačil porabljena enaka količina vode, kot bi jo ena oseba popila v 80 letih. Dokumentarek Fashion's Dirty Secrets prav tako prikazuje škodo, ki nastane v naslednji fazi proizvodnega procesa. Dooley odpotuje v Bangladeš, kjer se z ladjo popelje po reki Satari. Več tekstilnih tovarn izpušča odpadke v vodo, ki je v nekaterih primerih rumena in vijolična. Ostanki živali plavajo na površju, saj v vodi ni dovolj kisika, da bi preživele. Vzorec vode je analiziran in pokaže visoke ravni težkih kovin ter drugih nevarnih kemikalij. Nižje po reki se otroci igrajo v tej vodi, ženske pa jo uporabljajo za pranje oblačil. Reko so uporabljali tudi za namakanje pridelkov. Po dokumentarcu je veliko ljudi povedalo, da je spremenil njihove potrošniške navade. Nekateri v modni industriji so govorili o tem, kako bodo uvedli spremembe na svojem delovnem mestu, medtem ko je veliko potrošnikov povedalo, da jih je to odvrnilo od naslednjega večjega nakupa oblačil. Toda le nekaj let kasneje je bilo jasno, da se stvari v industriji dejansko slabšajo. Hitro modo je zamenjala ultrahitro moda. Ko je bil izdan dokumentarec Fashion's Dirty Secrets, so bili vodilni v hitri modi podjetja, kot sta H&M in Zara. Vsak teden so proizvajali nove kolekcije oblačil s tisoči kosov na svoji spletni strani. Zdaj so ta podjetja zamenjala podjetja, kot so Shein, Temu in Boohoo. Po mnenju strokovnjakov so tedenske kolekcije oblačil zdaj postale večkrat tedensko. Nova oblačila se pojavljajo vsak dan, na spletnih straneh pa je na voljo na 100 tisoče kosov oblačil. Oblačila so zdaj zasnovana tako, da jih nosimo le nekajkrat, preden jih zavržemo. Gledanje oddaje Fashion's Dirty Secrets je danes še bolj srhljivo, saj vemo, da so se stvari le še poslabšale. Številka 9. Junija 1996 je bil izdan dokumentarec, ki je prikazal, kako se je zgodil eden največjih bančnih škandalov do danes. £830 million, Nick Leeson and The Fall of the House of Barings je režiral filmski ustvarjalec Adam Curtis in je bil izdan le leto po krizi, ki jo prikazuje. Nick Leeson je bil bančnik in trgovec, ki je začel delati v banki Barings leta 1989. Imel je velike ambicije in si je želel uspeti. Posebej si je želel delati na trgu terminskih pogodb in opcij, pri čemer mu je banka Barings to tudi omogočila.
Banka Barings je bila najstarejša trgovska banka v Združenem kraljestvu, ustanovljena leta 1762. Leta 1992 je banka Barings odprla pisarno za terminske pogodbe in opcije v Singapurju, pri čemer je bil Leeson imenovan za generalnega direktorja te enote. Ni trajalo dolgo, preden je Leeson začel sklepati špekulativne posle in staviti, da bodo delnice v določeni industriji narasle v ceni. To ni bilo odobreno, vendar so posli prinašali ogromne dobičke za Barings, zato se je poslovanje nadaljevalo. Skozi intervjuje z Leesonom in drugimi bančniki iz Baringsa je gledalcem predstavljena zgodba naslednjih 3 let. Kar se je banke tiče, je Leeson v Singapurju ustvarjal ogromne dobičke. Ne glede na to, kaj se je zgodilo na trgu, je Leeson služil denar. Resnica je bila, da so bili skoraj vsi dobički izmišljeni. Leeson je začel lagati, da bi prikril majhno napako, ki jo je naredil njegov podrejeni. Vendar je, ko je ugotovil, da mu je uspelo, začel staviti vedno več denarja na trgu in skrivati izgube pred podjetjem. Sčasoma je ta račun narasel, dokler Leeson ni skrival stotine tisočev izgub. Vse se je končalo januarja 1995. 16. januarja je Leeson opravil nakup, ki bi moral biti nepomemben. Šlo je za kratko strategijo, short straddle na borzah v Singapurju in Tokiju. Dokler po noči na nobeni od borz ni bilo večjih premikov, bi zaslužil denar. Teda v zgodnjih urah 17. januarja je udaril potres v Kobeju. Potres je opustošil območje Kobeja ter zahteval veliko življenj. Borzni trgi so strmoglavili in Leeson je izgubil več denarja, kot ga je bil kdaj prej izgubil. Poskušal je to prikriti, vendar tega ni bilo mogoče skriti. 23. februarja je pustil sporočilo z napisom "Opravičujem se" in nato pobegnil iz Singapurja. Našli so ga v Nemčiji, kjer so ga aretirali in poslali nazaj v Singapur na sojenje. Novica o katastrofi se je razširila, kar je povzročilo še več izgub za Baringovo banko. Te izgube so dosegle 830 milijonov funtov in ni bilo mogoče rešiti te ustanove. Kupila jo je ING za samo 1 milijon funtov. Leeson je bil obsojen na 6,5 let zapora. Med dokumentarcem so ga intervjuvali iz zapora, kjer je deloval iskren glede svojih napak. Vendar ni pokazal nobenega obžalovanja in bil je presenečen, da se mu je tako dolgo uspevalo izmikati posledica. Poudaril je, da je sicer on ravnal neodgovorno, vendar nihče od tistih, ki bi morali sprožiti alarm, tega ni storil. Odslužil je le 4 leta zapora, preden je bil izpuščen zaradi dobrega vedenja. Od takrat živi udobno življenje na Irskem in se je celo pojavil v medijih, v televizijskih oddajah, kot sta Celebrity Apprentice in Big Brother. Zavedanje, kako malo so bili dejansko kaznovani ljudje, odgovorni za katastrofo, medtem ko so nešteti izgubili življenja, naredi dokumentarec še toliko bolj vznemirjajoč, tudi po 30 letih. Številka 8. The Ambassador je kontroverzen danski dokumentarec, izdan leta 2012, ki razkriva korupcijo v Srednjeafriški republiki in Liberiji. Film je sprožil pravne postopke v Liberiji, vendar številne izpostavljene težave ostajajo še danes nerešene. Filmski ustvarjalec Mats Brugger si je že ustvaril ime s kontroverznim dokumentarcem iz leta 2009, The Red Chapel. V filmu je igral vodjo danske komunistične komične skupine, ki je odpotovala v Severno Korejo, da bi sodelovala v kulturni izmenjavi. Teženski namen filma je prikazati, kakšno je življenje v puščavniškem kraljestvu. Brugger je verjel, da mora s filmom The Ambassador iti še korak dlje. Nekatere kritike v zvezi z dokumentarcem The Red Chapel so bile, da je celotno izhodišče filma, skupina nastopajočih, ki gre v Severno Korejo, postavil sam Brugger. Ni bilo pristno. Zato je v filmu The Ambassador šel pod krinko v industrijo, ki se je dogajala z ali brez njegovega vpliva. Brugger je izvedel, da nekatere afriške države prodajajo diplomatske položaje tujim poslovnežem. To so bili legitimni položaji, čeprav nihče ni pričakoval, da bodo novi diplomati dejansko opravljali kakršnokoli diplomatsko delo. Položaje je posredoval prek zahodne spletne strani in po plačilu $150,000 je postal najnovejši liberijski diplomat v Srednjeafriški republiki. Dokumentarek pa ni bil le o tem, kako je Brugger postal diplomat. Čeprav je bilo to že samo po sebi sporno, je Brugger šel še dlje in pokazal, kaj si lahko prevarantski diplomat privošči v Srednjeafriški republiki. Bruggerjeva prevara je imela 2 plasti.
Po njegovi uradni zgodbi, ki jo je predstavljal, je bil poslovnež, ki je želel v Srednji Afriški republiki odpreti tovarno vžigalic. A njegov pravi cilj je bil enak kot pri neštetih drugih, ki so prišli v to regijo – tihotapiti diamante iz države. Kar diplomata naredi edinstveno sposobnega, da iznese te diamante iz države, je diplomatska pošta, ki je izvzeta iz carinskih pregledov. Čeprav je Brugger trdil, da dejansko ni tihotapil diamantov, je v filmu jasno, da so pričakovali, da jih bo. V celotnem dokumentarcu se Brugger srečuje z visokimi vladnimi uradniki, vključno z državnim sekretarjem Srednje Afriške republike, Gajem Žanom Lifonom Jamandijem. Jamandi postane ena izmed osrednjih oseb v filmu, kar še bolj pretresa, saj je bil kmalu po snemanju napaden in je izgubil življenje. Že pred izidom je bil The Ambassador sporen. Poslovnež, ki je Bruggerju priskrbel diplomatski naziv, je poskušal preprečiti, da bi bil film prikazan na mednarodnem filmskem festivalu. Ta poskus ni uspel, vendar ga to ni ustavilo, da ne bi napovedal pravnih ukrepov proti Bruggerju. Medtem ko je Brugger promoviral film na Novi Zelandiji, je Liberija napovedala, da bo sprožila pravne postopke proti njemu. Brugger pa je priznal, da je v Liberiji prekršil zakon. Vendar je bilo v filmu jasno, da so bili vladni uradniki sokrivi pri tem, da so ga naredili za diplomata. Menil je, da je bilo le zaradi razkritja te korupcije sploh komu mar. Tisto, kar naredi The Ambassador tako pretresljivega, ni to, kar je Bruggerju uspelo ušpičiti v filmu, ampak dejstvo, da so drugi ljudje s slabimi nameni to počeli za zaprtimi vrati. Od izida filma liberijska vlada trdi, da se je lotila obračuna s lažnimi diplomati. Toda še leta 2022 so se zgodili primeri, ko so tuji poslovneži imeli diplomatske potne liste, ki jih ne bi smeli imeti. Aprila tistega leta so ameriške oblasti preiskale dom šejka Basira Kantija in našle liberijski diplomatski potni list ter potne liste več drugih držav. Številka 7. Leto 1979 je bilo sredi izjemno težkega obdobja v bronxki soseski v New Yorku. V zadnjem desetletju je bilo zaradi požigov uničenih nešteto stavb, ki so zdaj le še zapuščene lupine. V nekaj letih bodo prepovedane snovi postale velika težava za sosesko in še dodatno otežile življenja tamkajšnjih prebivalcev. Prav v tem času se je Gary Weiss odločil obiskati Bronx, da bi za NBC posnel dokumentarec. 80 Blocks from Tiffany's B. Bill, perfekten sporen za predvajanje na televiziji. Zato je dokumentarec hitro utonil v pozabo. V zadnjem času pa je postal kultna klasika, saj ponujal pogled v zanimiv čas ameriške zgodovine. Dokumentarec se osredotoča na življenja članov dveh uličnih tolp, Savage Skulls in Savage Nomads. Člane tolpe intervjuvajo, nekatere same, nekatere skupaj s prijatelji. Policija, skupnostni aktivisti in nekdani člani tolpe prav tako spregovorijo pred kamero. Intervjuje prekinjajo prizori vsakdanjega življenja teh ljudi, vključno z ulično zabavo na koncu dokumentarca in ponazoritvami zločinov, ki so bili storjeni. Weiss je dobil navdih za snemanje dokumentarca po branju članka v reviji Esquire o dejavnostih tolpe. Nasilna kazniva dejanja so bila v porastu, članek pa je podrobno opisal nekatere bolj grozljive zločine, ki so jih zagrešili člani tolpe. Nobenega od teh dejanj v dokumentarcu dejansko ne prikažejo, vendar člani tolpe in drugi prebivalci Bronxa govorijo o nekaterih grozljivih stvareh, ki so jih videli. Na začetku dokumentarca en lastnik kluba opiše čas, ko se je na ulici začel pretep. Ko opisuje prizor, omenja stare moške, ki igrajo domine, in otroke, ki skačejo s kolebnico. Dva moška stečeta na ulico in streljata drug na drugega. Otroci so prenehali igrati in opazovali, medtem ko so stari moški nadaljevali svojo igro. Nihče ni pobegnil, ker je bil tak prizor preveč običajen, da bi jih prestrašil. Drug intervjuvenec opiše vse vrste orožja, ki jih je videl na ulicah. Čeprav nasilja, s katerim živijo ljudje, ki so bili posneti, ni videti na kameri, vpliva na vse, kar je vidno. Dokumentarec bi moral biti predvajan na NBC-ju v enem od terminov, ko je bila oddaja SNL na premoru, vendar se je televizija odločila, da je preveč sporen za predvajanje. Predvajali so ga na filmskih festivalih, nato pa je izšel v omejeni nakladi na VHS-u. V zadnjih letih pa je dokumentarec dosegel kultni status. Kar naredi 80 Blocks from Tiffany's tako zanimiv je časovno obdobje. Ustvarjen je bil ravno v času, ko se je začel pojavljati hip-hop.
Veliko današnjih oboževalcev hip-hopa lahko prepozna vplive na glasbo, ki jih vidimo v dokumentarcu. Dejavniki, ki so te moške privedli do teh zločinov, so prav tako vplivali na glasbo, ki je nastajala v tistem času. Številka 6. Leta 1935 so v Avstraliji v majhnem številu izpustili agove krastače, da bi nadzorovali kmetijskega škodljivca. Od takrat se je število krastač na celini močno povečalo in postale so eden najboljših primerov, kako veliko škodo lahko povzroči invazivna vrsta. Toda leta 1988 je filmski ustvarjalec Mark Lewis upal, da bo pokazal drugo plat te živali in ustavil sovraštvo. Pred letom 1935 je bil eden največjih problemov za pridelovalce sladkornega trsa v Avstraliji sivohrbtni trsni hrošč, ki je bil škodljiv za pridelke. V iskanju rešitve so znanstveniki naleteli na raziskovalni članek iz leta 1932 o živali, ki izvira iz Južne in Srednje Amerike. Trsna krastača je bila uporabljena v Portoriku za nadzor škodljivcev, kot so žuželke, ki so jedle sladkorni trs. In članek je priporočal njihovo uporabo tudi drugod. V državo so uvedli 102 krastače, vendar se je to število hitro povečalo. Samika krastače je lahko vsako leto izleže na tisoče jajčec in veliko več jih je doseglo odraslost kot v Južni Ameriki. Odrasla krastača je lahko izločala strup, zaradi česar so bile izjemno škodljive za avstralske domorodne plenilce, ki niso imeli naravne obrambe proti njim. Krastače so jedle vse, kar je bilo dovolj majhno, da je šlo v njihova usta, vključno z majhnimi sesalci, kot so ptice in drugimi dvoživkami. Ena stvar, ki je niso jedle, je bil trsni hrošč, saj se zaradi življenjskih ciklov obeh živali v naravi niso pogosto srečevale. Poskus ni bil le neuspešen pri zatiranju škodljivcev, ampak je vnesel tudi novega škodljivca, ki je bil izjemno škodljiv za avtohtone prostoživeče živali. Dokumentarek Marka Lewisa Cane Toads: An Unnatural History pripoveduje zgodbo o tem, kako je trsna krastača prišla v Avstralijo in kako je bila uspešnejša od avtohtonih prostoživečih živali. Splošni ton filma je komičen, z uprizoritvami Avstralcev, ki se srečujejo s krastačami. V enem prizoru je prikazan moški, ki ga po izhodu iz pirhe prestrašijo krastače. Trsna krastača še naprej različno vpliva na avstralsko divjad, vendar je malo verjetno, da bo kmalu izginila. Številka 5. Med letoma 1956 in 1958 je filmski ustvarjalec Frank Capra posnel 4 izobraževalne televizijske filme za podjetje ATT. Namenjeni so bili poučevanju družin o pomembnih znanstvenih konceptih, kot sta sonce in krvni obtok. Četrti izmed teh filmov se je osredotočal na vreme in ni bil tako dobro sprejet kot prejšnji projekti. Toda film je pritegnil pozornost sodobnejšega občinstva zaradi kratkega segmenta na koncu. The Unchained Goddess se osredotoča na doktorja researcha in mystery fiction writerja, ki pojasnjujeta, kako nastajajo različne oblike vremena. Na začetku filma dva vadita za vremensko oddajo, ko ju prekine Meteora, risani lik, ki naj bi bila boginja vremena. Pridružijo se ji še drugi risani bogovi, ki predstavljajo padavine, veter in oblake. Dr. Research pojasni, da vsak vremenski pojav ni posledica kakšnega mističnega bitja, ampak ga običajno povzroča sonce. Coriolisov učinek in vetravni tokovi so podrobno opisani s pomočjo drugih risanih likov, s katerimi dva igrana lika sodelujeta. Pojasnjeni so tudi tornadi, orkani in nevihte. Ko je vsak vremenski pojav pojasnjen, se pozornost preusmeri na to, kako napovedujejo vreme. Glavni liki pojasnijo, kaj pomenijo vremenske karte in kako znanstveniki zbirajo podatke, potrebne za njihovo izdelavo, ter na to napovedujejo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Nekatere informacije v filmu so več kot 70 let kasneje zastarele. Na primer, na eni točki Dr. Research pravi, da ne vedo, zakaj se orkani vedno oblikujejo znotraj 15 stopinj od ekvatorja. Zdaj vemo, da je topla voda ključna za nastanek orkanov. A to ni edini del, ki naredi film zanimiv za sodobno občinstvo. Proti koncu dokumentarca Meteora vpraša, ali so znanstveniki našli način, kako nadzorovati vreme in ustaviti njeno bolj nasilno naravo, s čimer misli na stvari, kot so orkani. Dr. Research prizna, da jim to še ni uspelo, vendar vsak dan potekajo nove raziskave. En primer, ki ga navede, je zasejevanje oblakov, nekaj, kar se še danes razvija.
Drug primer je prižiganje naftnih požarov na oceanu, da bi spremenili pot hurikanov. Ta nenavaden predlog ostaja v veliki meri nepreizkušen tudi danes, vendar se ideja vsakih nekaj let znova pojavi v medijih. Potem si Mr. Fiction Writer izmisli nekaj možnih sprememb vremena, o katerih bi se lahko v prihodnosti spraševali znanstveniki. Naprimer, spreminjanje zalivskega toka ali segrevanje Hudsonovega zaliva z atomskimi pečmi. Dr. Research pojasni, da so tu nevarna vprašanja, ker ne vemo, kakšen bi bil vpliv teh sprememb. Pojasni, da ljudje očitno že spreminjamo podnebje nehote, in sicer s stranskimi produkti civilizacije, kot je ogljikov dioksid. O tej temi se razpravlja le nekaj minut na koncu filma in ni opremljena z nobeno od grafičnih prikazov, ki jih vidimo v drugih delih. Toda Dr. Research pojasni, da ogljikov dioksid pomaga zraku absorbirati toploto sonca, kar segreva ozračje, in da bi to lahko povzročilo taljenje ledenih kap in prekrilo velike dele juga Združenih držav z vodo. Številka 4. V 80. in zgodnjih 90. letih je bil svet na pragu tehnološke revolucije. Veliko medijev je poskušalo napovedati, kako bo svet videti čez 20 do 30 let. Večina teh napovedi je bila v primerjavi s tem, kar se je dejansko zgodilo, videti smešna. A obstajal je en tako imenovani fantazijski dokumentarec, ki se je srhljivo približal resničnemu življenju. Leta 1990 ga je ustvaril slavni avtor znanstvene fantastike Douglas Adams. Hyperland pa raziskuje svet, kjer so mediji interaktivni in imajo ljudje vse informacije, ki si jih želijo, na dosegu roke. Hyperland se začne z Adamsom, ki igra različico samega sebe in zaspi pred televizijo. Televizija še naprej predvaja, tudi ko se zbudi in vrže napravo na odpad. Adamsova glavna pritožba je, da televizija mu govori. Gledalec nima nobenega vpliva na medije, ki jih gleda. Na odpadu Adamsa pričaka skrivnostni posameznik po imenu Tom Baker. Tom se predstavi kot Adamsov agent in pisatelja uvede v prihodnost komunikacij. Leta 1990 je obstajala primitivna oblika interneta. Vendar je trajalo še nekaj let, preden je postal javno dostopen, saj je bil izum svetovnega spleta še v prihodnosti. Toda informacijska omrežja so postajala vse pogostejša v specializiranih ustanovah in na univerzah. Osnova teh omrežij je bil hipertekst, torej besedilo ali kasneje mediji, prikazani na računalniškem zaslonu. Hiperteksti so bili lahko povezani med seboj s hiperpovezavami. S pritiskom na hiperpovezavo je bralec prišel neposredno do naslednjega hiperteksta. Danes bi to lahko spominjalo na preprosto spletno stran ali nekaj podobnega Wikipediji. Ko je bil Hyperland ustvarjen, je bila tu revolucionarna tehnologija, ki večini ljudi še ni bila na voljo. Čeprav je bil Adams v resničnem življenju seznanjen s tehnologijo in je zgodaj uporabljal stvari, kot so računalniki Apple, v dokumentarcu igra vlogo člana splošne javnosti, ki mu Tom predstavi hipertekste in Hyperland. Tom Adamsu in gledalcu pokaže, kako lahko dostopamo do informacij in kako lahko gledalec izbere, kam želi iti naprej. Hyperland napoveduje svet, kjer je vsa zabava interaktivna in gledalec sam odloča, kaj želi videti. Glede na to, da temelji na tehnologiji, ki je bila takrat resnična, ni presenetljivo, da se je Hyperland v mnogih pogledih zelo približal resničnosti, vendar so nekateri deli dokumentarca 36 let kasneje še bolj srhljivi. Na začetku dokumentarca Adams postavi vprašanje, kako se med gledanjem intervjuja z enim strokovnjakom pojavijo povezave do drugih delov hiperteksta. Tom pojasni, da je iskal nove hipertekste, ki bi lahko zanimali Adamsa, glede na to, kar je trenutno gledal. To je nekaj zelo znanega sodobnemu občinstvu. Ko je bil Hyperland ustvarjen, so bili hiperpovezave nekaj, kar je človek namensko zasnoval. Zdaj na mestih, kot so družbena omrežja, to delo opravlja algoritem, ki je zasnovan tako, da namerno zadrži gledalca oziroma ga ohranja aktivnega na določeni spletni strani. Ni minilo dolgo po izidu Hyperlanda, ko so ljudje začeli opažati njegovo natančnost. Leta 1999 je Adams delal na seriji za Radio 4 z naslovom The Internet, The Last 20th Century Battleground. V prispevku o tej seriji je bilo zapisano, da je bil Hyperland izjemno natančen v primerjavi s tem, kakšen je bil internet v tistem času. V seriji iz leta 1999 je Adams nadaljeval s napovedmi o prihodnosti te tehnologije, kjer je verjel, da ima internet možnost pospešiti človeško kulturo.
Toda v istem članku o seriji, drugi, opozarjajo na možnost škode, ki jo lahko povzroči internet. Še ena napoved, ki se je uresničila. Številka 3. Leta 2021 je Netflix izdal dokumentarec Seaspiracy. Za mnoge ljudi je to spremenilo pogled na ribiško industrijo in jih spodbudilo, da so se zaobljubili, da bodo izločili ribe iz svoje prehrane. Drugi pa se bojijo, da je dokumentarec morda naredil več škode kot koristi. Dokumentarec, ki ga je produciral Kip Anderson, spremlja režiserja Alija Tabrizija, ko se seznanja s temnejšimi platmi ribiške industrije in škodo, ki jo povzroča oceanu. Pripoved dokumentarca govori o nekom, ki poskuša nekaj spremeniti in izboljšati svoje navade, da bi zaščitil ocean. Tabrizi začne z razpravo o plastičnih odpadkih v oceanu in poskuša prepričati restavracije z morsko hrano, naj nehajo uporabljati plastične slamice. Nato izve, da večina plastike v oceanu niso stvari, kot so plastične slamice, ampak zavržene ribiške mreže. To pripelje Tabrizija do vprašanja, zakaj določene nevladne organizacije, ki se osredotočajo na plastične odpadke v oceanu, ne govorijo o ribiških mrežah in se zdi, kot da namigujejo, da je ribiška industrija v ozadju neke vrste prikrivanja. Dokumentarec ima zarotniški značaj. Že na začetku vidimo Tabrizija, kako po noči v kapucarju poskuša snemati na pristaniščih in v ribogojnicah. Kasneje pa uporablja skrito kamero. Dokumentarec se sprašuje, zakaj izbrane nevladne organizacije ne govorijo o določenih vprašanjih in namiguje, da obstaja finančni interes za podeljevanje certifikatov za hrano, zaradi česar oznake niso zanesljive. Seaspiracy se dotika vsega, od plastičnih odpadkov v oceanih do kitolova, nezakonitega ribolova in suženjstva v industriji. Gojiščne ribe so na kratko omenjene kot možna alternativa, vendar je izpostavljena škoda, ki jo povzročajo okolju. Ob koncu 90-minutnega dokumentarca Tabrizi pride do zaključka, da trajnostnih praks pri morski hrani ni. Obstajajo le prakse, ki omogočajo nadaljevanje ribiške industrije. Glavno sporočilo je, da bi ljudje morali prenehati jesti morsko hrano. Dokumentarec je bil izjemno uspešen in je postal eden najbolj gledanih dokumentarcev v tistem času. Mnogi so želeli slediti sporočilu dokumentarca, drugi pa so podvomili o statistiki in dejstvih prikazanih v filmu. Ena najbolj presenetljivih statistik, ki je bila predstavljena, je bila, da bodo oceani na svetu do leta 2048 praktično brez življenja. Ta statistika je izhajala iz članka iz leta 2006, ki je uporabljal podatke stare 5 let ob izidu. Že takrat so bili kritiki tega članka, ki so menili, da je šel z ekstrapolacijo dlje, kot so kazali podatki. Glavni avtor študije celo meni, da njenih zaključkov danes ne bi smeli uporabljati. Druga trditev je bila, da naj bi 40% svetovnega ulova rib predstavljal prilov. To se zgodi, ko so ujete živali, ki niso ciljna vrsta ribiške ladje. Statistika izhaja iz poročila iz leta 2009, za katero so celo avtorji poročila menili, da je verjetno napačna. Poročilo je bilo posodobljeno in ta številka je bila spremenjena iz 40% na 10%. Številni strokovnjaki, ki so bili intervjuvani v dokumentarcu, so bili njegovi prvi kritiki. Nekateri intervjuvanci iz nevladnih organizacij so se pritožili, da so bili napačno interpretirani in da so bili njihovi komentarji vzeti iz konteksta. Drugi pa so bili razočarani, ko so izvedeli, da so bili prepričani, naj sodelujejo v prispevku, ki je bil dejansko proti industriji, do katere jim je bilo mar. Ena največjih skrbi ljudi glede dokumentarca je bila, da bi ta dejansko odvrnil ljudi od bolj trajnostnih praks ribolova. Nevladna organizacija, predstavljena v dokumentarcu, se je osredotočila na prakse ribolova, varne za delfine. Ni bilo mogoče biti popolnoma prepričan, da pri teh ribolovnih praksah ni bil poškodovan noben delfin, vendar so bile za populacije delfinov veliko boljše kot druge prakse. Če bi zavrnili delo nevladnih organizacij, bi lahko potrošniki dobili vtis, da ni razlike med certificiranimi in necertificiranimi morskimi sadeži in bi izbrali cenejšo možnost, čeprav je bila ta v resnici bolj škodljiva za okolje. Številka 2. Leta 2020 je YouTube kanal Folding Ideas izdal dokumentarec o teoriji zarote o ploščati Zemlji in teorijah zarote na splošno. V samo nekaj kratkih mesecih bi bil dokumentarec še bolj srhljiv, če bi ga gledali za nazaj.
In Search of a Flat Earth se začne kot raziskovalni prispevek o teoriji zarote o ravni Zemlji in razlaga, zakaj je nemogoče prepričati verujoče v resnico. Dan Olsen je kanadski dokumentarist, ki živi razmeroma blizu jezera Lake Minnewanka, dolgega jezera, kjer je mogoče dokazati, da je Zemlja v resnici okrogla. Olsen izvede eksperiment s kamero, ki jo spusti tik nad površino vode in pokaže, da drevesa na oddaljenem bregu izginejo pod obzorjem zaradi ukrivljenosti. Kljub temu popolnemu dokazu o ukrivljenosti Zemlje, Olsen prizna, da to ne bo dovolj, da bi prepričal privržence teorije ravne Zemlje. Pojasni povezavo med to nenavadno teorijo zarote in drugimi, ki imajo skupno temo, da neka skrivnostna skupina skriva pravo naravo vesolja pred navadnimi ljudmi. Pomemben del teorije zarote ni v tem, da je Zemlja ravna, ampak da se pred javnostjo skriva nekaj velikega. In če bi dokazali, da je Zemlja ravna, bi s tem dokazali tudi svoja prepričanja o drugih vidikih vesolja. Olsen poudarja, da je teorija zarote pridobila na priljubljenosti na YouTubeu, vendar je bila v zadnjem času potisnjena na obrobje. Ljudje, ki promovirajo teorijo zarote o ravni Zemlji, so zdaj upleteni v zaroto QAnon. Druga polovica dokumentarca naredi oster preobrat in se osredotoči na vzpon QAnona, ter glavno teorijo povzame v najbolj osnovnih izrazih. QAnon je v bistvu trdil, da obstaja skrivna satanistična kabala, ki je dejanska sila v ozadju svetovnih vlad. V zadnjih letih je bilo vanj vključenih še veliko drugih teorij zarote, vključno s teorijami o ugrabitvah otrok, ki naj bi jih zvezdniki uporabljali za pridobivanje neke vrste življenjsko podaljšujoče kemikalije. Toda tako kot pri teoriji zarote o ravni Zemlji, so podrobnosti manj pomembne od same ideje, da obstaja neka skrivnostna skupina, ki skriva resnico o tem, kako svet deluje. Olsen pojasnjuje privlačnost te teorije. Ljudje, ki se zapletejo v to zaroto, jih skrbi, kako zapleten je današnji svet in lažje je verjeti, da obstaja ena sama sila, ki poskuša stvari narediti tako slabe, kot so, kot pa da bi bile posledica številnih zapletenih in prepletenih vprašanj. Če bodo voditelji te sile pristali za zapahi, je lahko svet spet boljši kraj. Toda, kot poudarja Olsen, je ta logika napačna in zahteva avtoritarno državo, ki bi uresničila to, kar si podporniki teorij zarote dejansko želijo. Dokumentarek se konča z opozorilom. V času, ko je bil dokumentarec posnet, je veliko podpornikov QAnona verjelo, da imajo predsednika, ki je na njihovi strani in si prizadeva izvesti množične aretacije, ki so si jih želeli. Toda vplivneži QAnona so se pripravljali ukrepati, če se to ne bi zgodilo. Kult QAnon primerjajo s kultom sodnega dne, ki poskuša povzročiti konec sveta, če se stvari ne zgodijo po njihovem časovnem načrtu. Na prvem mestu je Super Size Me, eden najbolj znanih dokumentarcev iz 2000 let. Izšel je leta 2004 in spremljal ustvarjalca Morgana Spurlocka, ki je cel mesec jedel izključno hrano iz McDonald'sa. Spurlock je trdil, da je imel že ta en mesec uničujoč vpliv na njegovo zdravje. Dokumentarec pa je spremenil pogled mnogih ljudi na restauracijo s hitro prehrano. Resnica o dokumentarcu je bila veliko bolj zapletena, kot je bila prikazana. Super Size Me je izšel v času, ko sta se v ZDA šele začeli odpirati temi debelosti in nezdrave hrane. Spurlock je verjel, da so podjetja, kot je McDonald's, glavni razlog, zakaj je toliko ljudi s prekomerno telesno težo in je industrijo primerjal s tobačno industrijo. Da bi dokazal svojo trditev, je izvedel eksperiment, ki je postal glavna tema dokumentarca. 30 dni je moral za vsak obrok jesti pri McDonald'su. Ni smel uživati nobene hrane ali pijače od zunaj in moral je vsaj enkrat pojesti vsako jed z menija. V času eksperimenta je McDonald's izvajal promocijo, kjer so lahko stranke za le nekaj dolarjev več povečale svoj obrok. Blagajniki so ob običajnem naročilu ponudili to promocijo kot način, da bi stranki prodali več. Kot del eksperimenta je moral Spurlock vsakič sprejeti ponudbo, ko so mu jo ponudili. V času eksperimenta je Spurlock povprečju zaužil približno 5000 kalorij na dan, kar je enako kot 9,26 Big Mac burgerjev. Rezultati so bili skoraj takojšnji, saj je bilo opazno pridobivanje teže že v enem tednu. Že po nekaj tednih mu je zdravnik svetoval, naj prekine eksperiment. Toda Spurlock izdržal do 30. dne, vendar se je zdelo, da je to močno vplivalo na njegovo duševno in fizično zdravje.
Poleg tega, da je pridobil več kot 11 kg, je Spurlock poročal o nihanjih razpoloženja, depresiji in tresenju. Najbolj zaskrbljujoča je bila škoda, ki jo je dieta očitno povzročila njegovim jetrom. Po besedah njegovega zdravnika so njegova jetra izgledala kot pri nekom, ki trpi za alkoholizmom. Spurlock je trdil, da je bil na začetku eksperimenta v dobrem zdravju in da ni pil alkohola. Documentarix je bil velika uspešnica in je očitno takoj vplival na McDonald's. Podjetje je ukinilo svojo promocijo povečanja obroka, čeprav je trdilo, da to nima nobene zveze z dokumentarcem. McDonald's je objavil članek, v katerem je kritiziral izhodišče Spurlockovega dokumentarca. Trdili so, da rezultatom niso oporekali, hkrati pa so poudarili, da je Spurlock v enem mesecu pojedel toliko, kot bi povprečen potrošnik v 6 letih. Če bi jedli 5000 kalorij česarkoli brez kakršnekoli telesne aktivnosti, bi to očitno povzročilo pridobivanje telesne teže. To pa ni pojasnilo slabega duševnega zdravja ali poškodb Spurlockovih jeter, razen dejstva, da je vse to pojedel v tako kratkem času. V letih po eksperimentu so številni prehranski strokovnjaki poskušali ponoviti poskus, vendar jim nikoli ni uspelo doseči enakih rezultatov kot Spurlocku. Opazili so povečanje telesne teže, vendar ne v takšni meri kot pri Spurlocku. Ena od teorij je bila, da je nenadna velika sprememba prehrane pomenila, da se je njegovo telo preprosto trudilo predelati masno hrano. Druga razlaga se je pojavila leta 2017, ko je Spurlock priznal, da v zadnjih 30 letih ni bil trezen več kot en teden. To bi zajemalo obdobje eksperimenta Super Size Me. Tudi če bi se 30 dni, ko so snemali dokumentarec, vzdržal alkohola, bi njegova pretekla poraba alkohola pojasnila poškodbe jeter. To bi lahko pojasnilo tudi dejavnike, kot so nihanje razpoloženja in tresenje, ki jih drugi eksperimentatorji niso mogli ponoviti. Sporočilo o tem, da moramo razmišljati o tem, kaj vnašamo v svoje telo, je pomembno, vendar pa prehrana in zdravstvene težave, s katerimi se danes sooča veliko ljudi, niso tako preproste, kot bi lahko nakazal Super Size Me. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.